Ja, mislim, po mojem bi ostal na isti točki, če ne bi glih Ata bil tisti, ki bi mi rekel, ne bom več s tabo igral, če boš vse igral iz C-dura. Tako da prosim, nauči se še druge lestvice, pa bomo igrala. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Danes je z mano Žan Hauptmann, diplomirani jazz pevec in pa sodeluje pri različnih skupinah, igra klaviature in pa tudi back vokale. Lepo pozdravljen. Zdravo. Hvala, da si se mi danes pridružil ob skodelici kave. Kakšno piješ? Črno, brez mleka in brez sladkorja. Brez vsega? Ja. Pa malo podaljšano si mi rekel. Ja, no, sej. Ne vem, ali se reče črno ali podaljšano. Lahko bi bil espresso. Tudi to? Ja, mislim, oboje gre. In kako izgledajo tvoji kavni trenutki ponavadi? Mirni, po mojem. Zjutraj se usedem, si naredim kavo in odprem mail, pa pač naredim te tečne zadeve, bom rekel, pol se pa dan začnejo. Pa koliko jih pa popiješ čez dan? Eno, ampak tako res podaljšano. Orenkšus, ja. bi rekli. Svoje goste pa rada na začetku še vprašam, kaj se ti je danes lepega zgodilo? Kava. Kava. Ta je tukaj ali doma? Tudi ta je super, ampak ja, že doma. Ta ritual, nas je bilo kar umirjeno. No, lepo. In zdaj si še prišel pred malo drugačen mikrofon, ki si jih drugače... Ja, čisto živčen, dosti bolj kot pred špili, tako da bom videl, kako mi bo šlo danes. Mislim, da ti bo šlo super. Rada bi se kar navezala, da sem v enem intervjuju prebrala, da si v otroštvu treniral borilne veščine, če imam prav. Potem si pa nekako z muko šel v glasbeno šolo, ati te je menda malo bolj bodril, mamica ne. Kako je bilo to in kako si potem prišel do tega, da si pa v bistvu danes diplomirani jazz igralec? Ja, ker vem, da bo te gledala, moram reči, da mama me je tudi bodrila. Okay. Pa mama je itak bila bolj za to, da grem stran od borilnih veščin, ker je skozi bilo strah, da mi bo zlomili nos. Tako da oba sta bila tista, ki sta me potiskala v, bom rekel, pravo smer. Ja, odločil sem se pa itak sam, se nista pritiskala, ampak samo pač, ne vem, gentle push bi jaz temu rekel. Ja. Kako to, da se je to zgodilo, nimam pojma, pač po mojem je največji faktor ravno to, da nisem bil prisiljen, da mi ni bilo treba. Ker v glasbeni šoli, torej na nižji glasbeni, sem obiskoval samo teorijo. Ja, ker so pol ta program sintetizator, ker na klavirju ni bilo prostora in sem pač šel na ta program, potem so ga ukinili in pol sem obiskoval samo teorijo. To pomeni, da sem lahko doma delal, mislim, igral karkoli sem želel. Noben mi ni dal programa. Sicer to ima tudi svoje slabosti, ker pač moja tehnika je daleč od perfekcije. Ampak ne vem, po mojem zato toliko obožujem glasbo. Dajmo na tej točki omeniti tudi, da si v bistvu sam uk na klavirju. To je posledica tega, da si obiskoval samo teorijo in si potem... Ja, mislim, po mojem bi ostal na isti točki, če ne bi glih Ata bil tisti, ki bi mi rekel, ne bom več s tabo igral, če boš vse igral iz C-dura. Tako da prosim, nauči se še druge lestvice, pa bomo igrala. Moramo povedati C-dur, zato ker je najenostavnejši, nobenih višajev, ni žajev. Same bele tipke, easy. A ni glih point v tem, da ima klavir črne in bele tipke? Ja. To si pa verjetno sedaj spoznal, ko si jazz in je tega veliko, a ne? Itak, ja. Ne, pa črne tipke tudi morajo biti, ne. Mora biti tension, da pride release. Ker brez tensiona ni releasa, ne. In to pol tudi v življenju dosti krat vidiš, se mi zdi. Si potegnil kakšne vzporednice? Ja, skozi jih potegnem. Ampak, mislim, zdaj težko dam še kak primer, pač definitivno me glasba veliko nauči. To je tudi point, a ne? Ja, mislim. Ja. Zdaj sam tudi pišeš besedila, a potem te svoje nauke vključuješ tudi v besedila. Kako ti to gre? Ali pa kako sploh izgleda tvoj proces, ko pišeš pesmi?
Najprej me mora nekdo prizadeti. Ali pa nekaj prizadeti, ne nujno oseba, pač nekaj se mi mora zgoditi. Ponavadi tragičnega, zato ker, ne vem, dostikrat sem že govoril o tem, pač na kak način jaz vidim glasbo je, da mi glasba pomaga kot nek terapeut, da mi pomaga izraziti žalost in mi je zato pol lažje pri srcu. Kot neko orodje premagati probleme. Tako da ja, nekaj se mora zgoditi in pol moram to premagati. Potem ne vem, včasih ne morem spati po noči, pa pišem besedila, potem pa se vsedem za klavir in nekako začnem delati na tem, kako je sporočilo pesmi, kaj želim tudi z harmonijo in melodijo povedati, pa pač nastane komad. Pa je najprej besedilo ali najprej melodija? Najprej besedilo, običajno. Pa cel tekst pisan ali recimo najprej refren, kako se tega lotiš? Ja, najprej, ne vem, odvisno, ampak ponavadi je najprej refren, neka fraza, ki mi ostane v spominu in ki pač prespiš, pa poslušaš še enkrat, prebereš še enkrat in vidiš, da je to tisto bistvo komada. Pol pa okrog tega zgradim še kitice, bridge, karkoli pač ostane. Ja, ker v bistvu bi lahko rekla, da refren drži skupaj pesema, ne? Ja. Se ti zdi zato tudi najbolj pomemben? Ja, pa tudi zaradi attention spana, ki je vedno manjši pri poslušalcih, brez zamere, se mi zdi, da moraš znati povedati bistvo. Tako na kratko, jedrnato, pa ga mogoče že kar na začetku, to so zdaj triki Žana Hauptmana, ne hecam se. Že na začetku nekako orišeš refren, poveš bistvo in potem s tem se mi zdi poslušalca dobiš na svojo stran in dosežeš, da ostane in da posluša do konca. In zdaj v svoji karieri si izdal že en album. Preteklo leto smo te pa lahko poslušali tudi na EMI, kjer si se predstavil s pesmijo Sledim. Kakšen je bil vtis, kakšni so bili občutki na tem odru? Ful sem imel tremo, ful me je bilo strah, to je bilo res izven cone obdobja. In kaj se ti je dogajalo, ko si doživljal tremo? Ali si se tresel, kaj drugega? Ne, ful se potim. Ja. To pa ni glih fajn, ko si pred kamero. Ne, ni, ne. Mislim, s tem so se tudi ostali ful bolj obremenjevali, pač osebje, bom rekel, kako bo to izgledalo na kameri, ampak ne vem, če pa gledam svoje vzornike, pa pač je logično, da se na koncertu ali pa na nastopu potiš, ker je to stvar, pri kateri se trudiš, daš vse od sebe in pač, če se potiš, ne vem, bi moralo biti normalno, ampak razumem tudi njihov pogled na stvar. Ja. Ja. Tako da najbolj se tu odraža. Ja. Včasih se mi še malo glas trese, ampak vedno manj. A tudi pri petju se ti je glas tresel? Pa se je fejs poznalo? Na začetku ja, sploh, ker mogoče nisem najbolj samozavesten človek na svetu. In ne vem, valjda rabiš neko potrditev, ki jo dobivaš čez čas, pa kilometrino in potem se najbrž glas na neki točki neha trest. Bom videl, no. Ampak za zdaj je okej. Mislim, da ti bo šlo če dalje boljše. Daj pa si začel sploh s temi javnimi nastopi? V 2. letniku srednje šole. Mislim, takrat se... Zdaj, če se pogovarjajo o solo karieri, pol pa ne, pol pa zadnje leto študija džeza. To je koliko let sedaj? To je... Približno. 5 let. 5 let. Ja, takrat, ja. Mislim, ker že tekom študija so nas spodbujali, da začnemo pisati neke svoje stvari, pa na diplomskem koncertu je fajn, da odigraš en svoj komad. Tako da nekako so nas itak že oni usmerjali v kariero, da tako rečem. Pol pa se mi je to začelo vedno bolj mi je bilo fajn. In s tem je prišlo tudi javno nastopanje in
težave povezane s tem. V bistvu 5 let se po eni strani sliši veliko, ampak po drugi strani mi je všeč, da si izpostavil, da še nisi toliko samozavesten, da se učiš. Ja, pa ne toliko pri glasbi, ampak tu je po mojem en kup stvari, ki jih še ne vem o sebi. Ne toliko glasba. Pri glasbi sem kar samozavesten. Tudi karkoli napišem, vem, zakaj je to tam. Bolj govorim o tem, kako izgledam na odru, pa ne vem, pač imaš ljudi, ki ful lažje izražajo neke stvari. Se mi zdi, da moraš tudi imeti malo zdravega ega. O tem sem govoril, mogoče to meni manjka. Ampak delaš na tem? Delam na tem, ja, pa tudi, se pravim, ko dobiš potrditev, recimo iz strani Vala 202, da bil Sledim najbolj predvajan v lanskem letu, to je bila ena taka stvar, ker to je statistika. Ne? Meni lahko marsikdo reče, ful sem tvoj fan, the best, ko te poslušam, pa ne bom vedel, če je res. Ne? Toliko pa je ko so neki statsi, pa si rečem, očitno sem naredil nekaj prav. To pa ne laže. Ja. Tako da bulletproof stvari, mislim, bulletproof potrditve, to rabim, se mi zdi. In o čem govori tvoja pesem, ki si jo predstavil, Sledim? Kako bi skozi tvoje besede jo opisal? Če greva na refren, ki je, sva že povedala, bistvo komada, je izraža neko zaupanje do partnerke, da ji sledim, ne glede na to, kam greva, da ji zaupam, da uživam v njeni družbi. In ja, to je to pač neka brezskrbnost, čista ljubezen, bolj to. No, vidiš, da ne stoji za vsako pesmijo tragedija. Ja, res je, to je edina, se mi zdi. Ne, ni. Se še pride kakšna lahkotna. Ja. Pa, ko sva govorila o teh tragedijah in trenutkih, ki so te zaznamovali, a si v podzavesti razmišljal o kakšni, ki bi jo morda delil z nami? O tragediji? Ja, ki je potem bila povod za tvojo pesem. Mogoče kakšna zgodba z bivšim dekletom ali... Ja, ampak ful moram biti previden, kako to povem, ker se veš sama, to so nekako osebne stvari. Ljudje potem drugače razumejo, kot pa si morda želel povedati. Kako je bilo? Razumem pa, da če napišem nek tak komad, je kot da bi delil svoj dnevnik. Ne? In pač ljudje to berejo in mogoče nekoga zanima, zakaj sem to napisal. Ampak ja, ne vem, zdaj si me kar presenetila, moram priznati. Po mojem najboljše poslušalci poslušajo komad, bi izpostavil tukaj, če bi vedel. Pa lahko mi tudi napišejo na Instagramu ali pa Facebooku, pa jim odgovorim, karkoli jih bo zanimalo. Če koga res zanima. Ja. Potem bi jaz tudi Pavlo vprašala. No, ne. Zdaj, enkrat v enem intervjuju si pa omenil, da bi rad ustvaril svoj unikaten zvok. Kaj si misliš s tem? Oziroma, kakšnemu zvoku se želiš približati? Pa mislim, da mi uspeva. Predvsem to, ko mi nekdo reče, ne vem, kak glasbenik, kolega, za tebe pa ne vem, če bi lahko našel referenčni komad za ta komad, ki si ga izdal. In to je tudi ena potrditev, ki mi dosti pomeni, ker se mi zdi originalnost tista prva stvar, ki jo mora ustvarjalec, artist imeti. Pa naj bo to glasba ali pa likovna umetnost, karkoli. Se mi zdi, da mi kar uspeva. Ja. Zdaj, kaj točno pa sem si želel? Predvsem sem poslušal ful glasbe in jazza in modernega, ne vem, neo soul, pa funk, te stvari in potem sem nekako oblikoval svoj mozaik, rad rečem, da sem vseeno ohranil svoj sound, ki sem ga razvil tekom študija s pomočjo profesorjev,
pa tudi sošolcev. In narediti neko mešanco tega, kar poslušam, in vzeti delčke, ne celot, ampak samo delčke, pa pol na podlagi tega graditi svojo zvočno podobo. Tako da zvrst bi opisal kot skupek teh zvrsti, ki si jih v bistvu naštel. Ja, to imam skozi težavo, tudi na Spotifyju, ko moraš definirati, kam spadaš. Ja, ne vem. In kaj ponavadi daš? Ja, zdaj vedno večkrat dam tudi pop zraven. Aha. Ampak jaz bi rekel neki, ne vem, če gledava album Finish Not Perfect, tam je bolj alternativni R&B, soul, funk. Sledim, bi rekel, da je pop, funk. Zdaj pa je že kar pop ali pa pop R&B, ta zadnji, bliže. Pa to pomeni, da se ti okus zdaj skozi leta spreminja? Ja, se mi, ja. Pa tudi se mi zdi, mislim, upam si trditi, da se razvijam in osebnostno in kot glasbenik, tako da gre eno z drugim. Pač malo se ti okus spremeni, malo se ti glas spremeni, pač pride samo od sebe, se mi zdi, če pač slediš toku. Saj spremembe niso nič slabega, ne? Ne, super so. Morajo biti. Da tudi mi ljudje pridemo v takšno obdobje, ko se v bistvu spreminjamo in spoznavamo neke nove stvari v sebi. To je zelo dobro. In v bistvu boš imel za nazaj nek pregled, kaj se ti je dogajalo. Ja, saj to. Mogoče res kot dnevnik, kot si že prej omenil. Ja. Se veselim v bistvu teh dni, ko bom starejši in gledal nazaj in mogoče takrat se bom bolj zavedal, kaj sem ustvaril, pa v kakšnem času. Ker zdaj itak, ko si v tem delovnem procesu, se ti mogoče včasih zdi, kot da nič ne narediš. Ampak ja, pa, ko pogledaš nazaj, pa vidiš, da dejansko se stvari premikajo in se dogaja in je super. Mi je pa bila zanimiva tudi tvoja izjava, da v bistvu nisi zadovoljen s pesmijo, če ni dosti samo oziroma tvoj zvok in klavir. Imam to prav? Ja. Kaj to pomeni? Pač v mojih očeh pesem se mi zdi, da mora zveneti dovolj polno in naravno, če jo zaigraš samo, oziroma zapoješ in zaigraš s kitaro ali pa s klavirjem. Se mi zdi, da če takrat zveni dobro, potem bo vedno boljše, ko boš dodajal bobne, pa bas, pa karkoli, ne vem, godala. Se mi zdi, da je to tisti fundament, ki mora biti, da lahko gradiš na tem. Predvsem v moji zvrsti. Zdaj razumem nekdo, ki piše, če se dotaknem rapa, nekdo ima ful hudo besedilo in pol, kar rabi, je samo še en dober beat. Valjda tam ne bom rekel reperju, to je slab komad, zato ker ne zveni dobro samo s klavirjem. Ne. Tako da je pač odvisno tudi od žanra, ampak i jaz se držim tega načela. Ne pravim, da je to edino pravilno, ampak pač meni ustreza. Katero skupino imaš pa potem za sabo? Verjetno moraš imeti neki band, ko potem dodajate te bobne, kot si omenjal. Ja, začel sem kaj jih kar poimenujem? Ali? Ja, tudi lahko. Okay, no, pač ponavadi so v mojih skladbah bobni, bas, klavir in vokal, kitara pa back vokali. Ko sem začel delati, je bila skupina nekoliko manjša, takrat je bil Jure Rozman na bobnih, pa Goran Sarjaš, odlična instrumentalista. Cel čas, cel album v bistvu je zgradil poleg mene producent Vid Turica, na kitari pa Filip Vadnu. Vsi igrajo vse povsod in so res odlični glasbeniki. Se pa pač zasedba
tako sva že prej rekla, tako se osebe spreminjamo in imamo neke druge poglede in druge potrebe, se je spreminjala tudi moja zasedba na tak način. Tako da zdaj je nekoliko drugačna, ampak zvok pa bo še po mojem vedno nekje, mislim, ostal tak, kot je, ali pa nekje v tem, kako bi temu rekel, pač v tem žanru. No. Kaj pa back vokale? Jih zapoješ kar sam? Ja, pri prvih komadih sem jih pel sam, pol pa ne vem, pol pa sem si zaželel neke druge teksture, ženskega vokala, ja, in pač potem pa so prišle tudi punce zraven, Maša But pa Alja Senčar, in sem ful vesel, da sem lahko delal s temi ljudmi, ki sem jih zdaj naštel. Zelo lepo si povedal. Ja. Kakšni pa so kaj tvoji plani za naprej? Kaj načrtuješ? Kaj lahko pričakujemo? Nov EP, torej krajši album, prihaja aprila. Kmalu. Kmalu. Bo tudi koncert ob izidu tega EP-ja v City teatru. Kdaj? 21.4. Ful se veselim, sicer še z bandom se še nismo dobili, nismo še naredili nič. Aranžmaje sicer že imam približno, ampak moramo še to malo spedenati. Tako da tega se ful veselim. Verjetno pa tudi malo živčki delajo. Ja, živčki v tem smislu, da je mogoče včasih malo preveč vsega za enega. Ker pač sem samo založnik, moram biti pač PR, glasbenik, ne vem, booker, menedžer, vse. Tako da mogoče je včasih malo preveč in zato postanem živčen in glasbo dam malo na stran, ampak ne za dolgo, ker si pač rečem, ok, vse bo cool, posveti se pač bolj temu, kar ti gre najboljše od rok. Da se znaš kar hitro postaviti nazaj na mesto. Ja, ali pa me kdo drugi, no, od bližnjih. Žan, malo si živčen, daj, ščiliraj, vse bo ok. No, kaj se pa tiče planov, ja, prvi plan je zagotovo izid EP-ja. Potem pa čim več koncertov, po mojem, da ljudje slišijo, kaj smo naredili. Mogoče bi potem tudi posnel, ker ta album, ki bo zdaj nastal, oziroma EP, na njem ni benda. Sva to s tem producentom, Erikom Asatrianom, naredila sama pri njemu v studiu. Bo taki bolj ne toliko bendovski sound, ampak bolj proti elektroniki. No, potem pa mogoče se še lotimo z bandom in posnamemo isti EP v band različici. Ok, zanimivo. Ja. Misliš, da je to... Mislim, ne predstavljam si, v bistvu bo potem isti EP še potem v bandovski, ne? Ja. Pa bojo to drugačni zvoki, ali kako bi opisal to? Pustimo se presenetiti. Jaz mislim, da bojo malo drugačni, ja. Mogoče bo malo bolj organsko zvenelo. Ne bi pa smelo biti ali boljše ali slabše. Mogoče bo nekomu bolj všeč, kar je čisto ok. Stvar okusa, ja. Vse to. Tak je. Kaj pa je morda neka rdeča nit tega tvojega novega EP-ja? Rdeče niti so 3, ki se prepletajo. Ena je moja ljubezen do glasbe, ker pač zadnje čase ugotavljam, da pa nočem, da se to zdaj tragično sliši, ampak glasba je tista, ki me nikoli ne prizadene, me nikoli ne zapusti in bo ostala tudi, ko mene več ne bo. Tako da po mojem je glasba poleg družine moja največja ljubezen. Potem druga rdeča nit je ljubezen do punc, oziroma neki navdihi za posamezne komade. Tretja pa je zavist. Zato, ker se mi zdi, da imamo Slovenci tega preveč, da se ne podpiramo dovolj, oziroma da se včasih
namerno ne podpiramo zato, ker smo zavistni. In s tem se ukvarjam tudi sam, ker se včasih zalotim in mi ni okej in bi rad to spremenil pri sebi. Ampak tudi mi ni všeč, ko se meni to zgodi. Mislim, ko je nekdo drug zavistni in pač vidim to in je malo brez veze. Tako da to so neke teme, ki si jih želim izpostaviti in sporočiti. Da pač si je treba pomagati in se podpirati, zato ker danes in glasbeniki med sabo in nasplošno poslušalci lahko podpirajo glasbenike zastonj. To pomeni z lajkom, subscribom ali pa shareom ali pa pač čemerkoli, tweetom, whatever, nimam tega. In se mi zdi, da bi lahko bilo tega več, no. V bistvu si se malo navezal tudi na problematiko vseh vas, glasbenikov, ne? Ja, sploh nekoga, ki je independent oziroma v samozaložbi in nima tega medijskega puša zadaj za sabo, ne. Ja, in ful mi je fajn videti tudi, da se slovenska glasbena scena razvija, da je ful mladih, ki ustvarjajo dobro muziko in ustvarjate, tudi ti si mlad in ustvarjaš. Ja, res je fajn biti del tega in videti ta nek preporod, ki se sicer seveda počasi odvija. Najprej se mora spremeniti miselnost glasbenikov, potem bomo mogoče navadili tudi širšo populacijo na kvaliteto. Se mi zdi, da še nismo tam. Pač pri nekih gala velikih koncertih so obiskani mogoče artisti, ki niso toliko originalni in če bi imel to moč, bi mogoče njim delček publike vzel, pa bi dal nekomu, ki si jo po mojem mnenju ful zasluži. Ampak nimam te moči, tako da samo upam, da se to pač samo od sebe zgodi. Je pa tudi meni všeč, da ste v bistvu na sceno prihajate mladi, nek svež val, neke novi žanri, kot tudi v bistvu ti spadaš pod to in se mi zdi, da res to bogati to glasbeno sceno v Sloveniji. Hvala, meni se tudi to zdi. V bistvu si pa tudi rekel, da te glasba spremlja na čisto vsakem trenutku v življenju. Kaj pa poslušaš, kdaj poslušaš, v avtu je radio ali playlista? Ful imam rad tudi tišino, tako da včasih je v avtu tišina. Predvsem, ne vem, ko je neko obdobje, ko ful vadimo pa ful igramo, cenim tišino in pač mi to veliko pomeni takrat. Poslušam pa tudi, ja, mislim, radio, okej, pa tudi playliste na Spotifyju. Zdaj, kaj točno poslušam, pa ne vem, obdobja imam, ponavadi si vzamem nekega artista, ki me navduši in ga pol poslušam, dokler mi ne postane že, ne vem, dokler se ga ne naveličam, no, pod narekovaji. Trenutno je to Coltrane, ampak ne John Coltrane, ampak ta novi, ki ima trojko v imenu, če si že videla. Ne, nisem. Ni najbolj znan. Ampak ja, njega zdaj. Bom prisluhnila. Daj. Bom dala priložnost. Ja, ti dam pol in poslal link. Sicer pa prihajaš iz Maribora, kaj ne? Se kar sliši, ne? Malo, ne tako, kot bi pričakovala. Ne, si mi pa tudi prej zaupal. Si mi prej zaupal, da si pa zdaj na novo priseljen v Ljubljano. Kako to, da si se odločil? Čist iskreno, v Mariboru mi je tip dvignil najemnino in pol je pa ravno pač iz tega fleta, kjer sem zdaj šla kolegica od kolegice študirati v tujino in se čist, tako se marsikaj v mojem lifeu zgodi, samo od sebe se je tudi to. Tako da pol sem rekel, okej, jaz grem v Ljubljano. A se ti je to zdelo kot nek znak, da je pa čas za spremembo mogoče? Itak sem si želel, že zaradi scene, ful je več koncertov tu,
Ja, želel sem imeti pač to izkušnjo. In ful mi je fajn za enkrat. No, to je pa super slišati. Se ti zdi, da boš tako prišel tudi do več priložnosti? Ne vem, mogoče. Jaz upam. To je bil namen, verjetno. Ja, mislim, ne bom nič forsiral, ampak ja, mogoče pa res upajmo. Kakor sem pa zaznala tudi iz današnjega pogovora, pa tudi iz intervjujev, ki sem jih prebrala, si zelo močno povezan s svojo družino in tudi očeta poudarjaš kot svojega velikega, mislim, spodbujate veliko. Ja, idol pa fan hkrati, ni to dobro. Ja. Wow. Ja, oba starša, pa tudi sestra, ful smo povezani. Ful mi je fajn, da so me skozi spodbujali. Ne, zavedam se, da nima vsak tega in ful cenim to, vedno bolj. Da v bistvu ti oni najbolj stojijo v strani, verjetno na prvem mestu. Ja. Pa so tudi tvoji največji kritiki? Ne? Ne, ful so pristranski. Že preveč. Ja, mislim, meni se zdi, da so preveč, ja. Ja, itak karkoli naredim, je njim wow, noro. Edino zdaj, ko sem jim pa pokazal cover art za EP, ki je malo bolj abstraktno, meni je ful všeč. Edino to je bilo tako, res, to, ker niso še tam, nikoli nista, ne vem, hodila v galerije gledati pač nekih takih artov. Teda to je bilo edino, ko me je malo presenetilo. Ampak drugače pa, kar se glasbe tiče, pa skozi, ja. Mama se bolj osredotoči na besedila, ata pa bolj na melodijo, harmonijo. Včasih pokomentira, da je kaj preveč zakomplicirano za javnost, ampak jaz pač sledim pol tistemu svojemu, ker itak mu pokažem, ko je že narejeno, ne. Tako da ne moram nič spremeniti. Lahko samo pove svoje mnenje. Ja. Ampak imaš pa ful dobro pokrito. Imaš in komentatorja besedil in mislim melodije. Ja. Pa še sestra, ki študira animacijo na Dunaju, tudi ona zdaj za ta artwork dala kako konstruktivno kritiko. Tako da vse imam v bistvu, ja. Ne rabim nič drugega. Kako se pa drugače spopadaš s kritiko? Vedno boljše. To je spet povezano s tem, koliko si ti samozavesten v neki stvari. Zdaj, kar se glasbe tiče, tako sem prej rekel, ful verjamem v to, kar delam in vem, da je kvalitetno. Tako da me mogoče neka taka kritika, kar se tiče, zakaj je tudi ta sound ali pa zakaj si šel zdaj tu iz F-mola v B-flat 7, ne? To se me sploh ne dotakne. Ne vem, mogoče kdaj s kakim besedilom, sploh ko sem pisal v angleščini, nikoli nisem bil ziher, da je to fraza, ki bi jo native speaker napisal, s tem sem se največ ukvarjal, ne. Tako da mogoče edini del moje glasbe, kjer nisem bil totalno samozavesten, je ravno besedilo v angleščini. Medtem ko zdaj ta nova besedila v slovenščini, tu pa se mi zdi, da imam malo več spet samozavesti in da vem, da so na višjem nivoju mogoče. Kako pa to, da si pisal v angleščini najprej? Ker mi je bilo lažje, ker v angleščini mi je bilo lažje pisati, zato ker nisem tak kritičen do teh fraz, ne. Dostikrat, če bi zdaj prevedel Send me flying v slovenščino, je kar cringe, ne. Mislim, ali pa neke fraze, ko v angleščini zvenijo cool, bi pri nas zvenele ful pocukrane. Ja. Tako da mogoče pač bil to samo neki lažji način, da začnem ustvarjati svojo glasbo. Takrat sem sicer verjel, da mi nikoli ne bo uspelo napisati dobrega teksta v slovenščini, ampak pol pa na neki točki, ne vem točno, kdo me je izzval, ampak sem bil tak res, se pa lahko poskusim pisati, pa če ni dobro, pač ne objavim. Ne? Tako da pol nekaj časa sem pač pisal neke verze, pa
jih spreminjal, pa ne vem, se učil pisati na ta svoj način v slovenščini. Pol pa se je zgodila Sledim. Ampak Sledim je bila napisana v bistvu za ženski vokal in pol pač ni bilo interesa iz druge strani, da bi vzela ta komad. In je pa ravno se zgodila Ema, pa je bilo tako, kaj bi šel, moraš zdaj hitro povedati, en teden časa imaš in sem bil tako, ok, grem. Tako da, the rest is history. A drugače tudi pišeš za druge? Ja. Mislim, zdaj sicer, valjda, ko nastaja album oziroma EP, se osredotočim predvsem na to, da pišem zase. Ja, drugače pa z veseljem. Če kdo to gleda, kjeravi komad. Odlično. Za zaključek bi te pa rada še postavila pred izivček, ki ga rada naredim na koncu s svojimi gosti, da dokončaš moj stavek. S tistim, kar ti najprej pade na misel. Oh, fuck, ok. Najljubši koncert, ki sem ga obiskal? John Mayer. To te pa se hitro spomnim. Ja. Za zajtrk najraje? Spijem kavo. Ne jem zajtrka. Ne? Zanimivo. Mislim, pozen zajtrk imam, pa pol hitro večerjo, pa pozen zajtrk. Ok, ni kosila. Ne. Sprostitev najdem v? Glasbi. Danes večer bom? Pisal komad. A to se pripraviš, da ga boš pisal? Ne, vem, da ga bom pisal, ker smo zmenjeni z Blažom Mencingerjem, ki mi pomaga malo pimpati besedilo. Ok. Drugače pa verjetno pride to tudi spontano, ne? Ja, definitivno. In še, ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo? Da sem perfekcionist. Pa si? Ja. Pa ne bi rad bil. Čeprav to je tudi včasih dobro, ni? Ja, do neke mere, ja. Rabiš pol nekoga, ki ti reče, ok, zdaj se pa umiri, pa pač daj to ven. Zato je tudi naslov komada, mislim, albuma Finish Not Perfect. Da sem sam sebe razbremenil tega perfekcionizma. Lepo. Žan, hvala za tale pogovor. Zelo sem uživala, da sva spila eno kavico. Hvala tudi tebi. Lepo te je bilo spoznati in srečno tudi naprej. Hvala.